Jaz pozdrav vsem skupaj, še z najne strani in še enkrat vsem najlepša hvala, da ste se te okrogle mize udeležili. Začeli bomo z individualnimi vprašanji za vsakega izmed vas. Prosimo vas, kot je že povedal naš urednik, za kratke, dernate odgovore. To je tako v interesu naš kot naših bralcev in seveda tudi vaših bralcev. Stol Janeza Janše na tokratnem soočenju samival, a verjamemo, da bo počitniške apatije kaj kmalu konec, jesenski volilni boj nas zagotovo ne bo pustil hladne. Po dobrih 2 urah trajajoče razprave smo na videz nekoliko izmučene prvake postavili pred večero oranžni mikrofon. Kako ocenjujete današnje soočenje? Malo nas je zdesetkalo do konca, ampak drugače pa fino. Ogrevanje, da malo vidimo, kaj kdo misli o kakšni zadevi. Sicer pa verjamem, da je težko izpeljati tako soočenje prav za časopis. Na televiziji je vse drugače, ljudje sproti spremljajo, potem pa tole spraviti na nekaj strani bo verjetno kar težko delo za kolega. Je bilo zanimivo, čeprav mislim, da bi se morali novinarji odločiti, da dovoljujejo zelo kratke odgovore. Ne pa, da so opustili, da so nekateri govorili cele traktate, tako da na koncu sami tisti, ki so odgovarjali, niso več vedeli, kaj so na začetku začeli govoriti. Ja, bilo je zelo zanimivo, seveda to je prvo takšno soočanje. Mislim, da je nemogoče, da bi v globino dejansko tudi šli v vseh teh vprašanjih. Morda bi bilo bolje, da se osredotočimo samo na nekatera poglavja, ne moramo vse naenkrat vsa področja istočasno obravnavati. In jaz bi to si želel, predvsem, ker sem v nekaterih stvarih bi rad jih še kako pojasnil. Zanimiva izmenjava mnenj, dovolj polemično, ogrevanje pravzaprav, ki ga je Večer, rekel, kot prvi uspel organizirati. Žal tisti, ki se tudi sicer izogibajo dialogu, soočanju različnih mnenj in radi samo zgoraj predavajo in solijo pamet, imajo prvo in zadnjo besedo, niso prišli, ampak morda bodo do konca volitev vendarle si upali stopiti in soočiti. Ampak med ostalimi udeleženci pa mislim, da je vendarle bilo izluščenih kar nekaj problemov in tudi kvalitetnih odgovorov, ki omogočajo volivkam in volivcem, da vidijo razlike. Ker gre za razlike, gre za izbiro, gre za tisto, čemur služi demokracija ob svoji strank in mislim, da bo delček tega v soboto večer odškrnjeno. Za uvod prijeten pogovor. Vesel sem, da smo malce soočili svoja mnenja, da je bilo soočenje vsebinsko, tudi oba voditelja sta bila dobro pripravljena, tako da mi je bilo všeč. Mislim, da je to še eno izmed tistih soočanj, ki potrjujejo, da so besede politikov izjemno poceni. Dejstvo je, ali pa iskreno upam, da se ljudje ne bodo za svoj glas odločali na podlagi tovrstnih soočanj in pa ostalih televizijskih soočanj, ampak da se bojo odločali na podlagi znanja in pa vedenja, kaj je nek posamezen političen predstavnik naredil tokom preteklih 4 let. Kajti dejstvo je, da takole v okviru soočanja zelo enostavno govoriti, jaz bi to pa je imel možnost, ga pa ni bilo niti v dvorani. Včerajšnji avgustovski popoldan so tako prvaki slovenskih političnih strank začeli z volilnim nizkim štartom, včasih tudi z nizkimi udarci, 21. septembra pa bo jasno, kdo vse bo prestopil ciljno črto. Eni bolj, drugi manj zadovoljni svojo podobo na karikaturi Večerovega karikaturista Cirila Horjaka so prvaki zaključili s prvim predvolilnim ogrevanjem.